ki bi jih rad želel komentirati, odgovoriti, kar izvoli. Bom najprej delil tale zaslon in zagnal intervju. Seveda se zahvaljujemo gospodu Majeriču, da je pripravljen podati intervju. Vmes bom pa jaz tudi pogledal še dodatno morebitna vprašanja. Z nami je gospod Branko Majerič, ki ima 20 let bogatih izkušenj z ukvarjanjem z ohranitvenim kmetijstvom, tako da nam bo povedal, kakšen je njegov osebni pogled na ohranitveno obdelavo tal. Ja, lepa hvala, dober dan. Se pravi, mi se na naši kmetiji že preko 20 let ukvarjamo z sistemom kmetovanja na osnovi ohranitvenega kmetijstva. To pomeni, da smo že pred 20 leti generalno opustili plug kot osnovno orodje, zadnjih 10 let pa zelo zmanjšali vse intenzivne posege, najrazličnejše takšne in drugačne v tla. Moj osebni pogled na ohranitveno kmetijstvo je sledeči. Kmetijstvo se mora spremeniti kot odgovor na podnebne spremembe. Kmetijstvo v okviru ohranitvenega kmetijstva je sistem, ki pravzaprav pri izvedbi z upoštevanjem 3 osnovnih načel povečuje trajnost in ekonomičnost kmetijske pridelave na njivskih površinah, trajnih nasadih in travnatem svetu. Dostikrat prihajamo v nerazumevanju, da želimo nekako enačiti konzervirajočo obdelavo z ohranitvenim kmetijstvom. Jaz bi na tem mestu opozoril, da je to nesprejemljivo in da je potrebno ločiti pridelovalne postopke, ki so del nekega sistema, od sistema, ki je kot sistem celovit. Strinjam se, da je konzervirajoča obdelava del konvencionalnega kmetijstva, nikakor pa ne more biti del ohranitvenega kmetijstva, kjer je treba medsebojno spoštovati vsa 3 osnovna načela, ki govorijo o nič ali minimalnem posegu v tla, o vsaj 30% pokritosti površine neposredno po setvi in o zelo pestrem vrstenju najrazličnejših botaničnih družin, kmetijskih rastlin med seboj, glede na pridelovalne zahteve določenega kmetijskega gospodarstva. Kakšne pa so po vašem mnenju prednosti in hkrati tudi pomanjkljivosti za pridelovalca? Ja, zdaj, kaj se tiče prednosti in pomanjkljivosti. Napredek v trajnostne sisteme kmetovanja je izredno počasen. Delno k temu prispeva tudi neodločenost določenih evropskih znanstvenikov in strokovnjakov, ki pravzaprav posledično vpliva na zelo počasen prenos znanja v prakso. Po moji presoji in vedenju se niso dovolj hitro razvijale določene tehnologije za uporabo v sistemu ohranitvenega kmetijstva in sama digitalizacija kmetijstva
ne bo prinesla k trajnosti in ekonomičnosti v bodoče več kot po moji presoji 10%. Največ bodo prinesle k trajnosti in ekonomičnosti kmetijstva v prihodnje tehnologije, ki seveda morajo biti takšne, da bomo z spremenjenimi načini k upravljanju kmetijskih tal sledili trajnost in ekonomičnost kmetijstva. Če nadaljujeva, kakšna pa je potem cenovna konkurenčnost ohranitvene obdelave glede na konvencionalno obdelavo tal? Ja, zdaj jaz bi predvsem želel povedati, da gre za ekonomske prednosti ohranitvenega kmetijstva kot sistema, ne samo ohranitvena obdelava ali pa konzervirajoča obdelava, zelo malo to prinaša k ekonomskim prednostim. Jaz bi naštel nekaj vrst ekonomskih prednosti, ki pravzaprav ohranitveno kmetijstvo postavljajo bi lahko rekli, prvo mesto. To se pravi, gre za ekonomsko prednost zaradi povečane sekvestracije ogljika v tla zaradi zmanjšanega posega v volumen tal. Gre za ekonomsko prednost zaradi puščanja in povečanja organskih snovi na tleh in v tleh, ter vsaj 30% pokritost površine neposredno po setvi in izven časa gojenih glavnih kmetijskih rastlin. Potem gre za ekonomsko prednost doprinosa ali pa ekonomsko prednost kot tako na osnovi okoljskega odtisa v porabi zmanjšanega fosilnega goriva med konvencionalnim načinom kmetovanja in ohranitvenim konceptom kmetijstva. Potem gre za ekonomsko prednost neuporabe vsaj 4 litrov glifosata z nadomestitvijo plitvega posega v tla za mehansko uničenje rastočega plevela pred setvijo gojene rastline. Potem gre za ekonomski doprinos zmanjšanja investicij v stroje in vzdrževanje, najmanj za 2-krat. Potem gre za ekonomski učinek v zmanjšanju delovnega časa na enoto površine, najmanj za 4-krat. Potem gre za dejanski doprinos učinkovitosti. To se pravi, koliko lahko v določenem času več naredimo, če to primerjamo z konvencionalnim kmetijstvom. In to je vsaj 4-krat več. Potem gre za dejanski ekonomski doprinos v zmanjšanju dovajanja hranil v tla. In to po fazi preobrazbe, to se ne zgodi prvo, pa drugo, pa tretje leto. In naslednja zelo pomembna ekonomska prednost, ki je še trenutno nimamo ovrednotene v evrih, je dejanski doprinos v vodni in vetrni eroziji prsti. To so nekako te glavne prednosti, bi lahko reklo, ekonomske, zato iz tega izhaja tudi nasledstvo in razmišljanje, da bi bilo smiselno v Evropi preiti na ciljno nagrajevanje družbeno zaželjene okoljske uspešnosti kmetijstva na osnovi kalkulacij doprinosa, ne na osnovi
stroškov. To se mi zdi zelo pomembno, da bi Evropa in pa države članice se lotile tega sistema nagrajevanja kmetov v samem primarnem delu kmetijstva. Kakšen pa je konkreten učinek na kmetijsko kakovost, če bi nam lahko razložili na podlagi vaših osebnih izkušenj, ki so seveda zelo bogate? Zdaj, kaj se pa tiče konkretnega učinka na kmetijska tla, se pravi, tla postajajo nosilnejša, strukturnejša, se ne zaskorjajo, hitreje in več pijajo padavinske vode, mikrobiološko so aktivnejša, v tleh se začne kopičiti talna organska snov, se pravi, prednosti je kar nekaj, ki smo jih mi zaznali v praksi, in moje razmišljanje in vedenje gre v to smer, da z ohranitvenim kmetijstvom je možno zmanjšati izgube ogljika iz tal zaradi posegov, zmanjšanih posegov v tla in s tem povečano vsebnostjo organske snovi v tleh. Samo vračanje organske mase z ostanki, dosevki in organskimi gnojili ni nikakor dovolj za sekvestracijo ogljika v tla. Nujno je potrebno zmanjšati posege v tla in tako celokupno izgubo ogljika iz tal z izdihom zaradi zmanjšanih posegov v tla v primerjavi z konvencionalnim kmetijstvom zmanjšati iz 1,6 tone ogljika na hektar letno na 0,3 tone ogljika na hektar letno v sistemu ohranitvenega kmetijstva. Najlepša hvala za vaš čas in pojasnila, gospod Majerič. Hvala lepa. No, mislim, da komentar ni potreben. Jaz se gospodu Majeriču izjemno zahvaljujem, moram pa povedati, da sem ta trenutek z vami prvič videl tale intervju, ker je gospod zaseden in smo uspeli intervju posneti danes zjutraj. Vendar pa moram tudi povedati, da nisem pričakoval tako jasnih, argumentiranih stališč in poglobljenega razmišljanja s strani pridelovalca. Tako da verjamem, da bo tudi ta intervju kar nekaj polemik dvignil oziroma sprožil nekaj diskusij. Vmes je bilo kar nekaj vprašanj postavljenih. Zdaj, Gal, tale delavnica je v tvojih rokah, kako nadaljujemo? Ja, jaz predlagam, če so kakšna vprašanja, ki se nanašajo še na prejšnjo temo, pa to, da pa so neodgovorjena, da se hitro odgovori, potem pa nadaljuješ s tretjim sklopom, pa se potem na koncu v diskusiji morda vrnemo na stvari, ki niso odgovorjene. Prav, potem pa naj sam pogledam, tukaj bi opozoril na prispevek profesorja Glavana, ki je dejansko dal tudi en PDF z objavljenimi rezultati poskusa erozije tal, ki ga je imel profesor Lešnik z fakultete v Mariboru. Mislim, da tiste številke govorijo veliko. Dajte si snet PDF, pa pogledajte v miru. Gospa Ana Simčič sprašuje, ali je ohranitvena obdelava primerna za čisto vse poljčine. Najbrž ne. Jaz si v bistvu mislim, da je
koncept je najbrž dober, ampak je treba vsaki poščini posebej prilagoditi. Gre namreč za rabo strojev, priključkov in vsaj pri hmeljiščih bi mogel več razmišljati in vabim vse, ki te stvari bolj poblizu poznajo, da prispevajo odgovor. Ne? Potem... Mislim, da na to vprašanje je že profesor Mihelič tudi odgovoril, ne? Od Ane Simšič. Ja, res je, ja. Potem je tudi gospod Ivan Brodnjak delil svoje izkušnje. Hvala za to. Mislim, da je treba to sam prebrati, pa se s tem seznaniti, potrjuje druge navedbe. Gospa Stanka Dešnik pa iz Krajinskega parka Goričko pa sprašuje, kako naj bi v ohranitveno kmetijstvo vključila travniške površine v ekstenzivni rabi, kjer je pač vrednota Natura 2000. Na to vprašanje pa mislim, da je tudi profesor Mihelič potem dol v chatu že odgovoril, kako pač trajno travinje, kako zagotavlja te stvari. Ja. Tako da mislim, da nekako ni nekih neodgovorjenih vprašanj, oziroma saj jaz jih ne vidim. No, zdaj, če slučajno sem koga spregledal, naj nas potem na koncu opomni, no, oziroma pač pozove, da odgovorimo. Potem pa lahko jaz nekako nadaljujemo, ne? Ja, prosim. Samo moment, da tehnologijo popedenamo. Tako, no, tretji sklop je nekako posvečen talni organski snovi v kmetijskih tleh Slovenije. Tukaj bomo pogledali, kakšne so nekatere naravne danosti, nekateri talni tipi, kakšen je kmetijski prostor za vezavo ogljika v tla, kje so območja večjih tveganj in možnosti za izgubo talne organske snovi. Predvsem pa bi veljalo povedati, da bom predstavil aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru več inštitucij in ki jih financira Ministrstvo za kmetijstvo. In moram reči, da se je, če smo včasih učitelji ministrstvu, da so bila tla pozabljena in nasplošno spregledana, mogoče samo v opravičilo, da je bilo to tudi v drugih državah. Moram pa povedati in kaj ne rečem, se zahvaliti ministrstvu, da je v zadnjih letih, od leta 2015, izrazito povečalo, pa ne rečem temu vlaganja oziroma financiranje, ugotavljanja in monitoringe in zbiranje podatkov in usmerjanje v večanje vezave ogljika, se pravi v povečevanje talne organske snovi v tleh, v okviru kar nekaj projektov, tudi crpov, strokovnih nalog, direktnih naročil, različnih monitoringov in delček tega bom danes predstavil. Je pa to dejansko, mislim, res prava pot, ker brez pravih podatkov, brez konkretnih številk, brez ogledov in pregledov lokacij se temu ne da posvetiti. Torej, če pogledamo samo klimatske dejavnike, skratka v okviru potencialov in zavezavo ogljika, v okviru potencialov tvorbe talne organske snovi, v okviru zalog, obstoječih zalog in količin talne organske snovi v tleh moramo najprej povedati, da so seveda za to zaslužni nekateri naravni dejavniki. Ne? In tukaj začnemo s količino padavin. Jaz sem si sposodil karte, ki jih je naredil kolega Repe za knjigo Tla Slovenije.
Torej, že sam gradient padavin preko Slovenije na izrazito kratki razdalji 200 km ali koliko je dovolj zgovoren, ker gremo od 3200-3600 mm pa tja do 700-800 mm, kar je veliko pojemanje padavin od zahoda proti vzhodu. Ne. Jasno je, da je za tvorbo talne organske snovi potrebna vlaga in bom temu rekel ravno pravih količinah. Ne. K količini talne organske snovi seveda prispevajo tudi povprečne letne temperature, druge temperature. In v toplejših klimatih, v toplejših mikroklimah, seveda talna organska snov hitreje mineralizira, rečemo, da bistveno hitreje izgoreva, dočim v hladnejših klimah, hladnejših lokacijah se kopiči. K temu, k posameznim lokacijam seveda ključno vpliva tudi relief. Slovenija je pretežno hribovita in tudi gorata država, ravnin imamo malo in v reliefu pridejo poleg same nadmorske višine seveda do izraze tudi reliefne forme, torej oblike, ki prerasporejajo ali pa omogočajo tvorbo ali pa hitrejše izgorevanje talne organske snovi. Ne? Če pogledamo nad 100 metri, so razlike in efekti drugačni kot v nižinah ali pa na 1500 metrih. Ne? Pomembno pri tvorbi in razporeditvi talne organske snovi je seveda tudi nagib strmina, ker erozija tukaj igra svojo vlogo, še posebej na neporaščenih površinah. Še posebej je pa značilno usmerjenost pobočij. Skratka, prisojne, toplejše, bolj sušne lege je značilno zaloga talne organske snovi manjša kot v hladnejših legah, ki so usmerjene v severozahodne, severovzhodne smeri. Poleg samih usmeritev pobočij so pomembni tudi reliefni tokovi. Torej, če samo pogledamo en izsek prostora z obarvanimi konkavnimi in konveksnimi formami reliefa, torej v konkavnih se tokovi združujejo, tja se tudi vnaša, odplavlja oziroma naplavlja talna organska snov z procesi erozije, na konveksnih formah, pa poleg tega, da so te veliko bolj sušne, je seveda tudi odnašanje delcev tal in pa seveda talne organske snovi zaradi erozije bolj intenzivno. Torej, če malce povzamemo ključni dejavniki, fizikalni dejavniki reliefa, ki so pomembni za pojavnost, za zaloge talne organske snovi, so seveda nadmorska višina, nagibi, osončenost oziroma usmerjenost pobočij, torej sevanje in ekspozicija, in pa seveda dolžino pobočij zaradi erozijskih procesov, poleg samih reliefnih tvorb. Tako da tale slika ni nič nenavadnega, ne? To je posneto, mislim, da je v Toskani. Gre za to, da pri naši drobnoposestni strukturi redko imamo priložnost opaziti take bistvene razlike, ki so posledica teh tudi blagih reliefnih sprememb, blagih reliefnih form, kot je to gričevje. Skratka, poleg samih teh fizikalnih parametrov, seveda je relief izjemno povezan z mikroklimo, o tem bi bistveno bolje in več povedali nekateri drugi kolegi. Rezultat pa je lahko velika variabilnost v prostoru. In pri tem bom to izhajal, da ko prihaja do vzorčenja, še posebej do reprezentativnega vzorčenja
talne organske snovi lahko z neprevidnim, torej nerazpršenim vzorčenjem zagrešimo bistvene napake, ki jih potem še tako natančno analitiko v laboratoriju enostavno ne moremo popraviti. Ne? Kakšne so naravne danosti? Seveda so talni tipi z več in manj organske snovi, ampak današnji prispevek moj bi šel bolj v smer tistih kmetijsko bolj redkih tal, ampak z vidika izpustov pa mogoče kar pomembnih. Torej, govoril bom še malo bolj o šortnih tleh. Tule tudi vidite sestavo šortnih tal, skratka gre za nakopičeno organsko snov, vlaknato, kot smo danes že videli. Krajina enega takega ščutišča je na tej sliki. Rdeči bor, resa, breza, skratka pionirske vrste. Ta prostor je na Ljubljanskem barju, se opravičujem, sem pozabil, kjer kraj. Ta posnetek ste tudi že videli, torej gre za tla, ki so izrazito in trajno mokra in ko po njih hodite, vse vibrira in se ugreza in ste mokri do gležnjev, še posebej takoj po dežju. To je prostor, ki je zaščiten, vendar neposredno, torej to je v gozdičku bilo skopano, ki je v ozadju. Neposredno pred tem gozdičkom pa vidimo nekaj, kar pa mislim, da ni dobra praksa, čemur bi se morali na vsak način ogibati. Skratka, gre za preoravanje tega travinja na šortnih tleh. Seveda bomo s tem povzročili izgube in emisije ogljika v atmosfero. To je bilo, kot sem danes že tudi omenil, narejeno v preteklosti, v tistih časih, ko je dejansko bilo bistveno manj na krožniku, ko je bila dieta prebivalcev Slovenije bistveno bolj skromna, ko so iskali ravnine, ko so iskali možnosti kmetovanja in da bi nasitili populacijo, ko ni bilo mineralnih gnojil. Skratka, takrat se je osušil 1762 ali kako, z dekretom Marije Terezije Ljubljansko barje, veste, da se je prekopal, da so prekopali, da so ustvarili Gruberjev kanal in na ta način drenirali izjemno veliko skledo, rečemo temu, geološko depresijo, in s tem so z odtokom vode so dejansko omogočili kmetovanje. Danes se ga to vzdržuje z obnavljanjem teh drenažnih jarkov. Ta tla so seveda organska, jih okarakterizira visoka talna voda, veliko imamo tega barskega rastlinja, vendar je delež mahov bistveno manjši kot vsaj v semi naravni vegetaciji v ozadju. Tisto, kar je potrebno tukaj povedati je, in tole mogoče se malce slabo vidi, ampak vidimo, da je tega organskega sloja ponekod do polžarice tam okrog 80 cm, na nekaterih mestih tudi samo še 40 cm. Kaj želim povedati? Da je veliko te šote dejansko volatiziralo v tem dolgem obdobju od osuševanja in od kmetijske rabe. Dobro, pridelali smo kar nekaj hrane v tem prostoru, ampak če gledamo samo okoljsko, je bila cena kar visoka. Ta proces se sedaj še nadaljuje. Gre za razgrajevanje rastlinskih ostankov tukaj gre za napako, v aerobnih razmerah. To barje je nižinsko barje in je drugačno od visokega barja. Tukaj mislim, da je posnetek barja Šijec na Pokljuki, ki je ravno tako neka skleda, kjer se je pa zaradi teh šotnih mahov višina, torej se je barje dvignilo in gre predvsem in se predvsem napaja
s padavinami in dotok hranil je izrazito skromen, samo z vetrovi oziroma preko deževnice, zato je tudi rast je posebno in dejansko je malo oziroma nič drevesnih vrst. O tem bodo več seveda lahko povedali kolegi gozdarji. Če je bilo tisto nekak pogled, refleksija o nekih naravnih stanjih posebnih tal, naj predstavim še rezultate kar nekaj letnih ene serije monitoringov oziroma zbiranja podatkov, kakšne so zaloge ogljika v kmetijskih tleh Slovenije, ki ga je financiralo, seveda to dejavnost financiralo Ministrstvo za kmetijstvo. Ne povem, da letos imamo še eno tako nalogo, da bo kar nekaj let zapored, podatki še niso na voljo, ko smo ravno kar povzročili, vendar gre za serijo sistematičnih raziskav, ki so bile usmerjene predvsem za potrebe LULUCF, skratka za utemeljitve, za dokumentiranje, za poročanje ogljične bilance oziroma emisij na nacionalni ravni, skratka sektor kmetijstvo Slovenija je, kot veste, temu zavezana, tudi ta projekt spada v ta del aktivnosti. V okviru tega smo razvili sistem takega transparentnega, sistematičnega načina vzorčanja tudi na lokaciji sami, napisali, pripravili protokole, jih stestirali in dejansko pridobili, izvedli na množici lokacij in seveda pridobili oziroma zelo reprezentativne podatke o trenutnem stanju za zadnjih 5 let, koliko imamo talne organske snovi v okvirih različnih kmetijskih rab. Lokacije smo izbirali nekako sistematično iz mreže enkrat 1 kilometer na podlagi rabe tal, talnega tipa in klimatske cone, mikroklimatskih razmer. Seveda smo iskali tudi lokacije, da so v okviru Gerkov, da lahko kdaj tudi pridobimo še druge dodatne podatke. Torej, v okviru teh projektov smo tudi vzpostavili krožne analize na ravni Slovenije, testirali primerljivost sodelujočih laboratorijev, harmonizirali postopke, vzpostavili sistem priprave, obdelave podatkov, izračunov zalog ogljika in povprečanja zalog ogljika. Tole je recimo število lokacij v letih 2016-2020, no letos smo tem točkam dodali še, mislim, da 60 novih lokacij. Kaj pravijo dosedanji rezultati? Da imamo povprečno zalogo ogljika na kmetijskih zemljiščih v globini od 0 do 30 centimetrov, okoli 90 ton na hektar. Seveda so nadpovprečne zaloge v tistih rabah, kjer je prisotno drevje in grmičevje, se pravi, da so tla zasenčena, da jih ne obdelujemo, skratka gre tudi za zaraščajoče površine. Blizu povprečja so zemljišča travinja, ekstenzivnih, torej zatravljenih sadovnjakov, pa tudi njiv. Podpovprečne zaloge pa seveda smo upravičeno pričakovali v intenzivnih sadovnjakih, kjer gre za intenzivno obdelavo tal, vsaj v pasovih in pa v vinogradih. Je pa res, da so nižje količine ogljika v vinogradih povezane tudi z lokacijo, s klimo teh trajnih nasadov. Če še to pogledamo, in samo primerjavo med različnimi vrstami rabe tal, vinogradi vsebujejo najmanj
talne organske snovi, travinje, pa več oziroma zaraščajoče površine z drevesi več. Še ta statistika glede na tiste kriterije, kaj je dobra vsebnost talne organske snovi. Na tej sliki to obarva ta temnozelena. Vidimo, da kljub vsemu imamo v Sloveniji, tako v grobem povedano, še kar primerno stanje, kar pa ne pomeni, da se ga ne da izboljšati, kar pa ne pomeni, da mi na nekaterih zemljiščih, ki so izrazito siromašena, ne moremo dvigniti vsebnost talne organske snovi. Seveda so pa tudi primerjave z drugimi državami, ki nimajo enakih ali podobnih klimatskih in orografskih razmer, nesmiselne. Torej, mi se ne moramo primerjati s Španijo ali pa z Južno Italijo, ne. Lahko kvečemo s sosednjo Avstrijo oziroma severno Italijo. Novejša naloga, ki jo imamo, in bi želel samo nekako najaviti rezultate, zato ker stvari še potekajo, je dejansko sledila usmeritvam FAO v izdelavi karte potenciala vezave organskega ogljika za cel svet. In prispevek Slovenije, pa tudi dobro izhodišče za naše lastne potrebe, je ugotoviti, kakšni so tokovi, seveda z nekim primerljivim modelom. In model, ki ga predlaga FAO, je ROD-C model, za oceno oziroma potencialo vezave ogljika v tla. V bistvu gre za en sistem, ki vrednoti vhodno biomaso, jo razdeli na obstojno rastlinsko biomaso, na razgradljivo rastlinsko biomaso in seveda na te procese razgradnje, humifikacije, presnove, mineralizacije v tleh, tisto, kar sem že v prvem predavanju danes nekako omenjal, ne. Dejstvo je, da tukaj imamo neke aktivne komponente, ki jih seveda krmilijo neke naravne danosti, in smo spet pri mineralih glin in pri organomineralnem kompleksu. Seveda veliko vlogo imajo temperature, vlažnost in pa tudi pokritost z vegetacijo kot faktor, ker smo to računali na podlagi različnih vrst kmetijske rabe. Ta model je uporabljen v bistvu v 4 scenarijih kmetijskih praks. BAU oziroma business as usual ali nobenih sprememb v kmetijskih praksah je osnova, potem pa so 3 scenariji trajnostnih kmetijskih praks s povečanjem vnosa ogljika na kmetijske zemljišče, in sicer prvo v 5%, 10% in tretje 20%. In če pogledamo te preliminarne rezultate mejnika, to, ki smo ga končali pred nekaj dnevi, so prve ocene absolutne letne vezave ogljika v tonah ogljika na hektar na leto. Skratka, gre za izdelavo kart za Slovenijo s slabo ločljivostjo 1 kilometer, ki je dobra za globalno karto, vendar naj povem, da je to samo prva faza projekta, da v naslednji fazi bomo prostorsko model detaljirali, zato da bo dajal uporabne rezultate tudi za nacionalne potrebe. No, kar se tiče tehle scenarijev, povprečne absolutne vezave ogljika so izračunane, da se povečujejo v teh korakih, in sicer na 2/3
območij se zaloge v tleh povečujejo, na 80% območij bi se pa v tretjem scenariju seveda povečevale bistveno hitreje. Pardon, to sem podvojil. No, zdaj še, kakšne so povprečne relativne letne vezave, tukaj pa smo prišli do prvih rezultatov, kakšne bi bili stopnje sekvestracije, stopnje vezave pri povečevanju teh kmetijskih praks, ki pospešujejo sekvestracijo oziroma vezavo ogljika v tla. Skratka, iz tega se bo dalo tudi oceniti, kakšni so dejansko uspešni, kako smo uspešni pri razbremenjevanju atmosfere, kar se tiče CO2 kot toplogrednega plina. Same konkretne številke morajo seveda temeljiti tudi in jih je treba povezati tudi s konkretnimi meritvami, ki sem jih pa prej nekako predstavil. Seveda model, ki ga predlaga FAO, vsebuje tudi ocene negotovosti in tukaj vidimo, da so na nekaterih območjih negotovosti večja, predvsem na območjih, ki so recimo reliefno razgibana, hkrati pa tudi v topli klimi. Torej, za samo zasnovo ukrepov oziroma priporočil, praks za povečanje zalog talnega organskega ogljika je potrebno upoštevati in ugotoviti, kakšne so sposobnosti sploh vezave oziroma ponora v posameznih talnih tipih. Seveda so razlike glede na to, ali so tla globoka, plitva, peščena, ali imajo glino, ali je nimajo, ali so hidromorfna. Vsekakor smo prepričani, ne moramo pa še potrditi, ampak iz analogije lahko sklepamo, da so uravnilovke pri zasnovi ukrepov neprimerne, da je treba prilagoditi pač naravnim danostim in vrsti rabe zemljišč. Tukaj bo treba še tudi definirati oziroma predvsem potrditi določene agrotehnične ukrepe. Verjetno bo kmetijstvo, strojništvo imelo kar nekaj dela, Hkrati pa tudi bi bilo smiselno identificirati, kje so območja največjih izgub v preteklosti, in kje so območja najbolj tvegana za pospešeno mineralizacijo talno-organske snovi in se osredotočiti na tista zemljišča, na tista območja. Verjetno pa nas bo čakala tudi neka analiza kompromisov, ki izhaja iz rezultatov, ki smo jih pridobili, recimo trajno zatravljanje ali njivska raba. Torej, potem pa še vedno ne smemo pozabiti primarne naloge kmetijskega sektorja, to je pa zagotavljanje hrane, krme, torej prehranska varnost v povezavi s sekvestracijo ogljika. Seveda pa prosim, da me ne razumete, da ne trdim, da to ni skladno. Že pred leti, če želimo malce pogledati, kaj mi predvidevamo v okviru pedološke stroke, katera so območja, kjer je v preteklosti prišlo do večjega osiromašenja tal s talno-organsko snovjo, do večjega zmanjšanja. Recimo to smo pred leti pripravili na tako karto, kjer smo prostorsko ovrednotili z modelom dejavnike, ki vplivajo na kopičenje, na povečanje ponora oziroma povečanje emisij ogljika iz tal in vidimo, da gre predvsem, da ocenjujemo, da so kot najbolj tvegana območja predvsem toplejša območja
in to izrazito na plitvih skeletnih peščenih tleh, skratka v oči bije Dravsko-Ptujsko polje, tisti zasip, silikatni in pa seveda prekmurska ravnina, dočim obronki na psevdoglejih so malo manj izpostavljeni. Jasno je, zaradi višjih temperatur prihaja tudi do večjih tveganj na slovenski Istri in deloma na Krasu. Zanimivo je, da smo pričakovali večje tveganje v Vipavski dolini, nismo ga pa pričakovali na tem vzhodnem delu, na Bizelskem in določenih delih okrog Novega mesta. Tako, če še to pogledamo, dejansko je ta prostorska variabilnost kar velika. Zdaj, kateri bi bili ključni ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in povečanje ponora ogljika v tleh kmetijskih zemljišč? Če počasi sklenem, najprej poglejmo dejavnike, o katerih je bila danes že beseda in so bili že mnogokrat napisani in predebatirani. Skratka, dejavnik izgub so seveda intenzivne obdelave, globoko oranje, obračanje, mletje z vsemi temi različnimi stroji, ki jo intenzivno obračajo in drobijo tla, zračijo. Potem preveliko ali večje število prehodov zemljišča, ki vodi k zbijanju, to je seveda posledica obdelave v slabih vremenskih pogojih, ampak na nekaterih talnih tipih je to vremensko okno zelo zožano. Potem dopuščanje zakisanja tal, torej nenadomeščanja teh bazičnih kationov, hranil na čelu s kalcijem. In tukaj velja še vedno opomen, da brez nič ni nič. Torej, libik v osnovi še vedno drži in mi moramo še vedno vračati vse tisto, kar tlem vzamemo. Torej, nadomeščanje hranil absolutno velja. Čeprav ne v tem poslušalstvu, ampak prevečkrat slišimo, da je pa gnojenje nekaj groznega. Se pa še vedno pojavlja torej pretirana ali pa nestrokovna raba hranil, torej nekaj na pamet, torej posebej neharmonično gnojenje. Premalo je analitike. Jaz menim, da je analitski strošek analitike, ki je do 50, 60, 70 evrov vsakih 5 let, vsake 4 leta v celoti sprejemljiv, niso pa vsi tega mnenja. Srečujemo se za povečano vetrno erozijo, poleg vodne erozije. Kolegi posebej iz vzhodnega dela Slovenije, pa tudi seveda, kot vemo, iz Vipavske doline, so večkrat že povedali, da je vetrna erozija bistveno bolj prisotna, ki povzroča izsuševanje tal in poleg samega odnašanja tudi mineralizacijo. O monokulturah in nezadostnem kolobarju je danes že kolega Mihelič govoril. Tisto, kar je pa mene vsaj pred 2 letoma zelo nekako streznilo, bom pa rekel, da sem videl v Vipavski dolini kmetijska zemljišča sicer meliorirana, oskrbovana v funkciji, ampak izrazito onesnažena s preveč plastike, ki seveda se drobi in zdaj debatiramo o tej mikroplastiki, tudi veliko kovin, tudi drugih kemičnih snovi. Glede na to, da se nam klima spreminja, najbrž pa ni še tako hudo problematično, tu in tam bi lahko pričakovali tudi vsaj občasno zaslanjanje tal. Ko govorimo pa o trajnostni rabi kmetijskih tal, skratka vse prakse, ki povečujejo vsebnostalne organske snovi, so pa že danes dobro diskutirane prakse ohranitvene obdelave tal in se strinjam z Rokom, gre za sistem, gre za ohranitveno kmetijstvo.
da je treba pogledati širše, kompleksno, navsezadnje je to vezano na druge možnosti, na strukturo kmetijske pridelave, na opremljenosti s stroji. Torej, še vedno je to, da več, ko imamo biomase ob tej obdelavi, je to nujen predpogoj, pokritost tal, so lepo povedali nekateri kolegi in gospod Majerič, če se ne motim, in vse to prispeva k izboljšanju teh talnih, morfoloških, fizikalnih lastnosti, kot je struktura tal, ki za sabo potegne cel kup drugih lastnosti in procesov. Gospod Majerič je povedal tudi o nadomeščanju fitofarmacevtskih sredstev. Jaz kot pedolog imam premalo pogleda, kje je to možno, kje se to da, kakšen je trade-off glede na specifike posameznih škodljivcev in plevelov. Vem pa, da je nujno ohranjati in tudi analizirati in vztrajati pri dodajanju kalcija in pri ustrezni rabi gnojil. Torej, vodno erozijo, vetrno erozijo, seveda vodna erozija se zmanjšuje z ohranitvenimi tehnikami obdelave tal, vetrna pa tisto, kar že debatiramo, da bi povečevali neke mejice in bariere. Predvsem z vrstami drevja, kar bi v teh odprtih površinah oziroma dolinskih, ravninskih predelih Slovenije bilo smiselno. Tisto, kar pa v Sloveniji še ni dovolj prisotno, po mojem mnenju, je pa to, kar imenujejo agroforestry. Torej, recimo Brazilci, kljub temu, da se jih po domače rečeno pripenja na pranger, so izjemno napredovali v tako imenovani agroforestry in iščejo odgovore v trajnostnem kmetijstvu z mešano rabo, ki zajema tudi gozdno drevje oziroma drevesne vrste, ki senčijo, ki ustvarjajo sence in potem imajo kolobar, ki zajema tudi pašo in oranje. Skratka, na nekaterih območjih Brazilije, pa tudi drugih držav, tiste ogromne njivske površine zamenjuje en tak pester kmetijski prostor, ki je tudi biotsko bogat in dejansko ima za posledico veliko večjo vezavo ogljika v tla, jasno pa tudi pridelavo hrane. Tako, jaz bi s tem nekako zaključil, poskušal povzeti, se opravičujem, ker sem marsikaj ponavljal, ampak pri povzetkih je pač vedno tako. Torej, hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, Borut, za to res, za tretji sklop predstavitve. Omenil si veliko blaženja klimatskih sprememb, tako da bi jaz zdaj izkoristil priložnost, pa bi povabil vodjo projekta Boštjana Malija, da se nam oglasi iz Glasgowa in nas pozdravi, pa mogoče pove nekaj podatkov, nekaj informacij iz tam. Potem bomo pa mi nadaljevali torej še z vprašanji, diskusijo in zaključki. Ja, lep pozdrav. Upam, da se slišimo. Nažalost so vse EU sobe zasedene, tako da sem mogel iti v sobo za počitek, da imam malo miru, pa da vas dobro slišam. Lepo bi vas pozdravil v imenu celotne ekipe Gozdarskega inštituta Slovenije. Seveda tole delavnico, kot veste, smo organizirali v sklopu projekta Care for Climate. Se pravi, naša inštitucija pokriva sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. Pa da pridem kar malo zdaj k bistvu. Res me se veseli, da ste se odzvali pa udeležili tele delavnice tako velikem številu. Zdaj tukaj sam na konferenci pokrivam področja FOLU, to pomeni ta sektor, ki sem ga zdaj omenil, plus kmetijstvo.
In sicer pokrivamo točko 8 kopa in sicer Coronivia proces. To je v bistvu nek proces, ki je bil inicializiran rečemo par let nazaj strani kopa, sedaj pa tudi podprt strani FAO-ta. Gre za to, da bi pač spodbudili, se pravi na globalni ravni, kako lahko ta skupina v okviru tako imenovane SAPSTA telesa kopa prispeva k, se pravi, kako se določene kmetijske prakse lahko prenesejo iz lokalnega nivoja na nacionalni nivo. Moram reči, da so v bistvu problemi, težave na globalni ravni toliko različne, da v bistvu ne obstaja ena rešitev za vse. In da je treba v bistvu pristopiti zelo, kako se temu reče, country specific, ne. Največja pogajanja bojo v bistvu z afriškimi državami, oziroma tako imenovane skupino G77, kjer oni v bistvu vidijo, da bi se mogli bolj pogovarjati o prihodnosti. Zelo jih zanimajo seveda finance, kar je zelo čist razumljiv, in pa tudi implementacija v bistvu ukrepov čist, tako bom rekel, in situ. Se pa vidi, da v bistvu tle šepa znanje, kapacitete in pa v bistvu zelo jih zanima iz tega vidika pomoč pri dostopnosti, se pravi virov, ko obstajajo, no. En največji vir sredstev je tako imenovani Green Climate Fund, govorimo verjetno o milijardah. Problem njihovih držav je pa ta, da v bistvu ne znajo pripraviti tako kakovostnih projektov, da bi sploh dostopali do teh sredstev, ne. Da ne bom preveč predolg, Borutu bi se na tem mestu tudi zelo rad zahvalil, da je prevzel vlogo trenerja s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, prav zagotovo lahko da dodano vrednost k temu projektu. Poudaril bi pa tudi, da je na vseh nas pomembno, se pravi, ozaveščanje, kako lahko res vsak prispeva k, se pravi, prenosu znanja od odločevalcev do strokovnjakov, ki predavate v okviru svojih inštitucij, se pravi agencij, zavodov, tako naprej, kot tudi profesorjev na fakultetah in univerzah. Ker vidi se, da v bistvu samo javni sektor ali pa bom rekel samo ljudje, ki pač predajo na teh inštitucijah, so še vedno premalo, če hočemo v bistvu narediti neko veliko spremembo, ne. Zato je tudi v bistvu na tej konferenci zelo poudarjen, se pravi, kako lahko naredimo, se pravi, kako bi rekel, kako lahko spodbudimo privatni sektor, da v bistvu pomaga financirati ukrepe in da bomo pač dosegali te podnebne cilje, no. Da ne bom predolg, samo še ena misel mogoče, veseli me tudi, da na tej konferenci ne govorimo samo o podnebnih ciljih, čeprav je to pač prioriteta, ampak da je na področju kmetijstva, oziroma tega procesa, ki ga zdaj pač spremljamo v naši skupini, govora tudi o prehranski varnosti, o lakoti, omenja se 800 milijonov ljudi, trpi zaradi lakote na svetu, verjetno še več. In pa, da v bistvu skupaj lahko v bistvu res ukrepamo, kar bo pa verjetno treba pač preobrazba celotne družbe, govorim, se pravi, o manjši porabi, o spreminjanju navad in pa, bom rekel, o racionalni porabi naravnih virov, tako, da ne bom preveč predolg. Želim vam res uspešno nadaljevanje delavnice in pa, da boste čim več odnesli od vseh treh sklopov, ki jih trenutno Borut v bistvu izvaja. Lep pozdrav iz Glasgowa. Hvala, Boštjan. Torej, srečno na Škotsko, mi pa nadaljujemo z zaključki delavnice, tako da morda, Borut, če ti pogledaš, če je v chatu, mislim, da se je neko vprašanje na tebe nanašalo, mogoče lahko tudi kar počakamo z vprašanje v chatu, pa kar v živo vprašamo, če je še kaj. Res je, malo smo že prekoračili čas, ampak mislim, da je tema
tako zanimiva, no, tako da si lahko privoščimo še malo podaljšanja. Torej, vsaj to delavnico, vsaj po mojem, no, razlikuje od nekaterih drugih to, da je veliko vprašanj, komentarjev. In jaz se zahvaljujem za vsa vprašanja, pa tudi komentarje, ki so javni ali pa tisti neposredni in se priporočam še za druge, tako da bom vsakega vesel. Mogoče kdo lahko direkt vpraša, če želi, ali pa komentira, ali pa kaj svojega doda, kaj prispeva. No, če ni, bi potem poskusil jaz odgovoriti na vprašanje Roka Miheliča, ne? Kakšna je sprememba vsebnosti organskega ogljika, ali je signifikantno večja od prostorske variabilnosti? Ne vemo. Ne? Torej, če sam si prikličete pred oči to izredno razdrobljenost kmetijskih površin po Sloveniji, lahko rečemo, da je to zelo težko zasledovati, ker pač vsak drugače nekako ravna s svojim zemljiščem, so razlike v bilanci ogljika in v hranilih in v tehnologijah. Tako da to je veliko lažje ugotavljati na tistih res velikih površinah. Ne? Zato sem dal tudi primer iz Italije, iz tiste najstarejše kmetijske krajine, pravijo. Ne? Tako da je to povezano, da bi lahko odgovoril, bi lahko samo povezal z nekimi meritvami, ki jih pa tudi, moram reči, nismo počeli in upam, da bomo iz tega nabora podatkov zadnjih 5-6 let, zdaj, ko bodo zadeve končane, tudi kakšne take informacije uspeli izluščiti. Borut, imamo 2 vprašanji, najprej profesor Glavan, potem pa gospa Stanka Dešnik. Kdo je prvi? Gospod Glavan je prvi. Bo vklopil Jaz ga ne slišim. mikrofon. Matjaž, mikrofon imate izklopljen ali ne slišimo vas? Ja, meni kaže, da ima vklopljen mikrofon, no. Morda damo prednost gospe Stanki, pa proba profesor Glavan urediti to, no, da bi ga nekako slišali. Ja, lepo pozdravljeni, me slišite? Da. Ja, morala sem se oglasiti, ker sem res navdušeno poslušala vsa predavanja profesorja Vrščaja. Res je projekt v pravem času vsem, kar se dogaja trenutno po našem planetu, in ker se oglašam z Goričkega, kjer gre resnično za eno posebno kulturno krajino, ki je verjetno od vseh slovenskih regij v največji tranziciji, kar se tiče kmetijstva do zdaj. Deagrarizacija je končno zadela tudi ta del države, prebivalstvo se hitro stara in tudi ta razdrobljenost, o kateri smo že danes večkrat slišali, se spreminja pač zaokroževanjem površin v večje površine, kmetijske, obdelovalne in tako naprej, čeprav se soočamo tudi še z zaraščanjem. Zdaj, naša tla tukaj so res skoraj da brez karbonatov, opravke imamo z zelo kislimi tlemi, zelo težko pridelavo od vseh pokolenj in arheologi dokazujejo, da se tukaj tla obdelujejo že od nekje 8000 let pred našim štetjem in zdaj smo dejansko v nekem obdobju, ko moramo res razmisliti, kako bomo prostorsko razmeščali rabo tal. Namreč to, kar je bilo do zdaj nekam logično, glede na naravne danosti, ko so ljudje zbirali, kje bodo, kakšno vrsto se pravi, kje bodo lego in tla labili za vrsto pridelave hrane,
se zdaj nekako za to mehanizacijo spreobrača v drugo smer, zato se pojavlja tudi erozija, zato se pojavlja tudi invazivne vrste, ki so se razširile po naših travnikih in opuščenih njivah. Tako da jaz bi se rada, da debatiramo tudi o tem, kar je Rok Mihelič začel, kako spremeniti sistem, da bo prav za vse potrebe. Zdaj v Prekmurju, kot smo videli karte, se pravi v Pomurju, smo zelo rdeči in to ne samo na temo izgube ogljika iz tal, tudi na temo prisotnosti pesticidov v pitni vodi, v talnici, torej v vseh pogledih smo nekako drugačni od velike večine naše države. In res bi rabili nove koncepte, nove zasnove, kako razmeščati rabo tal v prostoru, v krajini, da ostane ta še naprej kulturna, živa, biotsko raznovrstna in da bo hrana, varnost pridelave hrane se povečala, ker ujme, vidite sami, so vse bolj prisotne tudi v našem koncu. Tako da upam, da bo ta projekt, ker smo tudi mi kot pilotska regija zraven prinesel kakšna nova izhodišča, predvsem nov pogled na to, kako sodobno kmetijstvo mora upoštevati vse te naravne danosti, o katerih smo danes poslušali, in sploh upoštevali rodovitnost, ohranjanje rodovitnosti tal na dolgi rok. Namreč v parku, jaz sem to profesor Vaščaju napisala v zasebnem sporočilu, mi se ukvarjamo z košnjo sedaj že 100 hektarjev travnikov v državni lasti, kjer nastaja biomasa, s katero praktično nimamo kaj početi. Živinoreja na Goričkem je padla, malih kmetij z 4 kravami skoraj da ni več, travniki niso v uporabi, biomasa ostaja, poljedelstvo pa ne zna uporabiti, ker je ne znamo skompostirati. In neko rešitev iz te nastale situacije, posebej ločeno bi rabili za ta konec v istem stilu, kot je Boštjan Malje rekel, če se v Evropi govori o prilagojenosti vsaki deželi posebej, se pravi univerzalnih rešitev in ukrepov ni, verjetno to velja kar za našo Slovenijo tudi, ker smo tako raznoliki po naših biogeografskih regijah. Toliko. Hvala, da ste me poslušali. Prosim. Zdaj, Boris, če imaš morda komentar, odgovor, če ne bi pa profesor Glavana prosil za... Jaz sem si drzno ilustrirati, o čemer je govorila gospa, a ne? Gre to, kar, vidite, zaslon? Ja. No, to je kmetijska raba na Goričkem. Skratka, preplet drobnoposestne strukture, različnih posevkov, različnih kultur. Nekaj zelo takega, kar v medijih dejansko si želimo, opevamo, ali je to možno ohraniti, ali je to možno narediti tudi produktivno, ali tako kmetijstvo v odprtih mejah Evrope zagotavlja preživetje lokalnih ljudi, pa je pretežko vprašanje zame kot za pedologa. Vem pa, da se ta vprašanja, da so izrazito zahtevna tudi za zelo multidisciplinarne skupine, kjer dejansko morajo sodelovati in praktiki in ekonomisti in dejansko sami prebivalci določenega območja. No. Toliko, želel sem samo podeliti z vami sliko, ker ko je gospa Stanka začela govoriti, mi je takoj prišla pred oči. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim kar profesor Glavana. Ja, upam, da se slišimo zdaj. Res, super, odlično. Jaz bi se pa mogoče malo tudi na gospo Stanko navezal, pa tudi na delo, Borutovo delo iz preteklosti, predvsem na pozidavi kmetijskih zemljišč, pa vpliv
na CO2 in vezavo CO2 v tleh, predvsem z vidika, kakšne so dejansko te izgube. Mi se danes smo mislili, da smo dali že čez to in bi temu rekli urbanizacijo, pa se nam dogaja nek nov revival, bi temu lahko rekli ne urbanizacije in z tem hitenjem po novih prostorskih načrtih na občinski ravni, pa industrializacija in tako naprej, ki se zelo spodbuja tu strani vlade. Prejšnji ali zdajšnji, ni tako pomembno. Kakšni so dejansko ti vplivi, koliko z enim, bi temu rekla, je kakšen izračun, koliko z nekim hektarjem ali pa z nekim odsekom avtoceste izgubimo te kapacitete za CO2. Sam toliko, hvala. Hvala lepa, Matjaž. Boleče izhodišče, vsaj zame bi jaz rekel, ker še zmeraj, vsaj osebno sem zelo občutljiv in žal drži točno to. Imeli smo en velik sunek urbanizacije oziroma pozidav, predvsem dobrih tal, ko se je gradil avtocestni križ, ko so se gradila ta razna industrijska območja povečevala, ko so se stanovanjska naselja gradila, ampak tukaj manj. Kar se stanovanjskih enot tiče, je večjo pozidavo vzela individualna gradnja in po analizi aerofotoposnetkov in pa baze Raba sem že pred časom ugotovil, da je zelo velika pozidava tudi na območjih, tradicionalno kmetijskih območjih. Konkretno se spomnim ta trenutek Trške gore, kjer so bili vinogradi. Zdaj so pa to izjemno velike, razkošne zidanice z vso infrastrukturo, skratka, ogromno nekih drobnih površin, ki skupno zelo veliko nanesejo. Potem je prišla kriza, in tudi kriza na nepremičninskem trgu, se je ta lakota po zemljiščih ustavila, se je pa potem zdaj spet ponovno povečala spet z stanovanjsko izgradnjo, pa tudi drugih centrov, raznih trgovskih. Se veste, da smo mojstri, da imamo na glavo prebivalca najmanj njivskih in vrtnih zemljišč in na glavo prebivalca največ kvadratnih metrov trgovskih centrov. Ampak če tisto osnovno vprašanje odgovorim, kaj se dogaja, s pozidavo dejansko tla zgubijo se njihove ekosistemske storitve praktično izničijo, ker sčasoma pride do tega, da ostane samo še nosilna funkcija. Tudi talna organska snov, ki je pokrita, mikroorganizmi sicer počasneje delujejo naprej, tam se razgrajuje, se sčasoma izgublja, ampak pozidana tla ne morejo vezati ogljika. In eni kolegici sem zaupal magistrsko nalogo in je na primeru iz Savinjske doline, na primeru nakupovalnega središča poskušala ovrednotiti izgube ekosistemskih storitev tal in je pravzaprav zračunala tudi ceno emisijskih kuponov zaradi emisije in zaradi nezmožnosti pozidanih tal vezati talni ogljik in so bile številke visoke. Toliko, da če sem uspel odgovoriti, mogoče sem malo preveč stvari navedel, ampak upam, da ste razbrali, kaj sem mislil povedati. Mogoče si včasih ljudje ne znajo predstavljati, kaj pomeni 90 ton ogljika. Je mogoče kakšna bolj oprijemljiva enota, ne vem, dosti dajo primerjavo, ne vem, toliko litrov vode, ne vem, ali pa, ne vem, toliko kubikov drv, ali pa, ne vem, v nekem takem, kaj bolj oprijemljivega, da si ljudje lažje predstavljajo, kaj pomeni 90 ton, ko si prej navedel, koliko je v tleh. Dober si me našel, jaz imam izjemen spomin za prostor in nikoli ne zatavam v takih hostah, za številke sem pa katastrofa. Bi mogel prav to nalogo pogledati, kjer je izračunala, koliko prebivalcev smo prekrajšali za krompir, za pšenico, za hmelj, za filtrirano pitno vodo
in tudi koliko je bilo delovnih mest v hmeljarstvu in koliko je bilo, kakšna je bila cena v emisijskih kuponih. Ampak na pamet ne vem številk, se opravičujem. Razumem, se pravi, bolj se mi zdi nekako, da mojstri, ki prikazujejo take drugačne številke ali pa operirajo z mediji, vedno potem to prevedajo v neke oprijemljive v litre mleka ali pa nekaj, kar ljudje vsakodnevno uporabljajo, in mislim, da tudi tukaj pri ogljiku bo treba se poslužiti ali pa pri varovanju kmetijskih zemljišč za ta namen, kaj dejansko 1 hektar neke njive pomeni z vidika ogljika, koliko dejansko lahko prihranimo oziroma koga ne sprostimo v zrak in tako naprej. Nekaj bolj oprijemljivega, mislim tudi mogoče v okviru tega projekta, ki ima zelo lep in cilj, da se mogoče tudi nekako tako prikaže v neki brošuri ali pa v nekem, mogoče samo infografiki, v takem smislu. Ja, jaz ugotavljam, da je res, kar praviš, da je treba stvari zelo dobro ilustrirati, in opremiti z nekimi takimi primerjavami, ki veliko ljudi bolj dotaknejo, kot pa nek suhoparen znanstveni članek, ki že mora biti tako suhoparno napisan, da je znanstven. Tako da poleg vseh ekosistemskih storitev, ki jih tla dajejo od sebe, je pa ta vezava ogljika, bi je bilo treba res posebej nasloviti. Hvala. Ma še kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Jaz sem včeraj skupiral povezavo na en dogodek, ki ga organizira WWF, zdaj, če koga zanima, to mi je pač Boštjan ravno kar poslal, tako da je tudi povabljen na ta dogodek. Zdaj, če ni res nobenega več vprašanja, časovno smo tudi že kar krepko prekoračili planiran čas, ampak jaz mislim, da je bilo res zelo koristno. Tako da bi se na tem mestu najprej zahvalil Borutu za res, bom rekel, zanimivo predstavitev. Določene stvari za mene so pedologija suhoparne, ampak on zna to narediti tako, da je res rdeča nit, da so podatki, da so oprijemljive stvari, tako da res hvala za to super predstavitev in super delavnico danes. Hvala lepa, še enkrat hvala za vabilo, čestitam za dobro organizacijo. Vsem, ki ste prisotni, se zahvaljujem. Videti je, da nisem bil tako hudo suhoparen, ker je še zmeraj veliko ljudi prisotnih, kar pomeni, da ni bilo dolgočasno. Tako da sem tega izjemno vesel in že tudi to, da ljudje posvečajo tematiki dali več pozornosti. To mi je še posebej v zadovoljstvo. Tako da hvala lepa. Ja, hvala. S tem bi potem na tem mestu zaključil delavnico. Udeleženci boste dobili tudi potrdila, o naslednjih delavnicah vas bomo pa tudi obveščali prek elektronske pošte, tako da jaz mislim, da če ne prej, se vidimo čez 1 leto, ko bo Borut pripravil tudi novo delavnico v tem sklopu. Tako da hvala za pozornost, hvala za sodelovanje in nasvidenje.